Na Bledu ste odprli razstavo o Janezu Puharju. Razstava se imenuje Od Kranja do Dovja. Zakaj se tako imenuje? Še prej pa prosim, če poveste nekaj o Janezu Puharju. Ja. Janez Puhar, prvi slovenski fotograf in izumitelj fotografije na steklo, je eden največjih Slovencev, ki je bil pa v preteklih letih malce preveč pozabljen. In zato je padla ideja, da organiziramo Puharjevo leto v spomin na njegove velike dosežke s ciljem, da konec leta ne bo več Slovenca, ki bi rekel, da ne ve, kdo je Janez Puhar bil. Njegove dosežki so namreč, imajo svetovne razsežnosti, kajti on je samo 2 leti potem, ko so v Parizu leta 1839 razglasili dagerotipijo kot svetovni izum fotografije, 2 leti potem je Janez Puhar uspel s povsem svojevrstnim postopkom fotografije na steklu. In leta 1852 so v Parizu to tudi priznali, to prvenstvo priznali. In s tem je seveda Janez Puhar Slovenijo in Kranj zapisal na svetovni zemljevid razvoja fotografije. Ta velik mož si zato dejansko zasluži več promocije, kot je do zdaj imel. En od večjih projektov v sklopu Puharjevega leta je ta potujoča razstava, o kateri povprašujete. Nastala je pa v študiju Puharjevega življenja. Na neki točki sem ugotovila, da je on živel in deloval ravno v 12 krajih. In se mi je porodila ideja, to bi bilo pa čudovito. Potujoča razstava, 12 krajev, 12 mesecev, Puharjevo leto. Tako smo začeli, seveda tam, kjer je bil rojen, v Kranju. Potem pa potovali po njegovih sledeh. Ves čas se držimo tega vrstnega reda. In veliko veselje mi je, da sem z vsemi gostujočimi občinami takoj prišla brez vsakega problema kontakt in dogovor, tako da so nas do zdaj že 8-krat vse prijazno gostili. Na Bledu je Puhar kar dolgo časa ustvarjal in živel in služboval. Ne? Ja, na Bled je bil, on je bil po poklicu duhovnik, kaplan, kot kaplan je deloval in cerkvena oblast ga je kar precej selila. Jaz si predstavljam, da je bil mogoče, ni bil ravno kakšen najbolj vzoren duhovnik, ne, njega so zanimale vse te znanosti, kemija, fizika, zanimal se je za glasbo, delal je inštrumente, pisal je pesmi, ne, je bil umetniška duša, no, tako da mislim, da so ga malo zelo pogosto selili. In na Bled je prišel iz Radovljice leta 1846. K sreči je na tem čudovitem kraju, ki ga je zelo osrečil, ostal vse do leta 1853, tako so ga pa spet preselili naprej v Cerklje. V tem času, ko je bil na Bledu, je bil zelo uspešen. Ja, to je bilo izjemno pomembno obdobje. Malo pred tem je prišlo do izuma, on ga je datiral na dne 19. april 1842, no kmalu potem pride na Bled in v tem obdobju se pa začnejo odmevi na to dejanje. Ne? Ker z uveljavljanjem je on imel kar nekaj težav. Ni bilo tako enostavno se v teh manj pomembnih krajih Evrope takrat uveljavljati. Takrat informacije niso tako potovale kot danes. On je sicer takoj objavil, da je izumil fotografijo na steklo, ampak to je bil regionalni časopis Carniolija, ki ni segel do Pariza. Ali pa v Parizu niso hoteli, da ta novica tja seže. Tako da je on malo kasneje prišel do vseh teh priznanj v Ljubljani med znanstveniki, pa potem na Dunaju, na akademiji, pa na zadnje leta 1852 v Parizu. No in to je prav v teh letih, ko on biva na Bledu. Obenem ga pa usrečujejo vsi ti turisti, ki so že takrat zahajali na Bled. Veliko tujcev je bilo tukaj, celo Američanov, in on je s svojim znanjem, ravno pred kratkim smo odkrili, da je govoril ne le 5-6 jezikov, ampak celo 10. On je z lahkoto komuniciral z vsemi temi ljudmi, jim debatiral z njimi o fotografiji in jim celo prodajal svoje svetlopise, kot jim je rekel. Na Bledu je bil 7 let, ne? Ja. In kam ga je potem iz Bleda vodila pot? Ja, leta 1853 ga z dekretom priselijo v Cerklje. Tam je pa, to je bila pa le manjša vas takrat, ki tam se ni mogel več, tam ni bilo več kontaktov. Tako da, ko prebiraš te zapiske o njem, dobiš občutek, da je tam malo
malo mu je veselje, ne, zakaj. Je sicer eksperimentiral še naprej, pa razstava v Parizu je bila potem še v tistem obdobju 855, ampak vendarle v javnosti se pojavlja vse manj in vse te nadaljne poskuse, o katerih vemo, da so bili v cerkvah, tega ni več poskušal niti patentirati. Kje ste dobili navdih za to Puharjevo leto? Navdih sem zagotovo dobila predvsem kot njegova daljna sorodnica. Že kot otrok sem izvedela zanj, potem pa ni bilo časa, ko imaš družino, službo, otroke, ni bilo toliko časa za to, ko so otroci odrasli. Mi je pa moj starejši sin, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, se je pa tudi zavzel za to stvar in je začel malo več spraševati o Janezu Puharju. No in smo se lotila ideje, da bi, Jernejeva sinova ideja je bila, da naredimo knjigo o Janezu Puharju, ki je še ni. Kmalu je pa z tega zrasla pa cela ideja o Puharjevem letu. Veliko sem se začela družiti pa tudi s fotografi iz fotodruštva Janez Puhar, spravo društvo v Kranju, ki nosi njegovo ime. No in tam je ravno tako človek, ki je izjemno zagnan za promocijo Janeza Puharja, predsednik fotodruštva Vasja Dobrlet. No in tako smo mi trije večinoma, smo prispevali vse te ideje. S promocijo smo se začeli ukvarjati že leta 2007. Uspeli postaviti stalno razstavo v Kranju, uspeli narediti internet stran. Potem je pa kmalu padla misel, da je pred nami 200-letnica rojstva. Letos, 26. avgusta, okrogla 200-letnica, odkar se je rodil. Prav danes, ko odpiramo razstavo na Bledu, pa 150-letnica smrti. No, v to čast je bila izrečena dobra novica, da bodo Puharju odkrili neko spominsko obeležje, ne? Ja, pobude, da bi na Bledu postavili stalno obeležje Puharju, so stare že okrog 30 let. Prvi, ki je to predlagal, je bil največji raziskovalec Janeza Puharja, to je magister Mirko Kapič, izjemna osebnost umetnostne zgodovine na področju fotografije. Potem je en predlog dalo tudi muzejsko društvo na Bledu. No, letos je pa očitno mogoče malo spodbujena tudi s to našo potujočo razstavo, pa dokončno padla odločitev, da se bo v župnišču, kjer je Puhar bival, postavi stalno spominsko obeležje. No, in te novice smo pa danes vsi izjemno veseli. Ko ste ustvarjala družinsko drevo, ste naletela na neko zanimivost, ne? Ja, Puhar, vedela sem seveda, da nisva neposredno povezana, ker Janez Puhar kot duhovnik seveda ni imel otrok, ne? Tako da je bilo treba iti malo nazaj, par linij smo preskočili nazaj in potem najdemo stik, ne, v skupnem predniku. Ko pa greš še malo nazaj, do najstarejših zapisov, ki pač sploh obstajajo, v matični in rojstnevi in te knjige o umrlih se je začelo pisati šele na začetku 17. stoletja. No in v tisti knjigi prvi zapis je Adam Puhar. Tako da se lahko malo pohecamo in rečemo, da izviramo vse od Adama Puharja naprej. Le da žena ni bila Eva, ampak Marina. Dejansko smo pa res vsi od tega Adama, vsi Puharji v Kranju, pa še daleč naokrog, izviramo iz te rodbine, ki je živela danes se reče Reginčeva ulica, to je bilo naše domače ime. Vsi smo iz tiste ulice. Koliko časa bo razstava tukaj v festivalni dvorani na Bledu odprta in kam se bo potem selila? Razstava bo kot vse odprta približno en mesec, ker jo potem selimo v Cerklje. Dogovorjeni smo s prijaznimi gostitelji v Cerkljah, da jo odpremo 8. septembra. Hvala lepa.